partizanski bataljon pod poveljstvom tovariša Milana Baše, da se postavite na svoje mesto. Allez, bon! Dusty, oh, look! Spoštovane krajanke in krajani Pišec, dragi gostje in vsi prisotni na današnji prireditvi. Še posebej lepo pozdravljam v naši sredini gospoda doktorja Martina Premka, podžupanjo gospod Mojco Florjanič, poslanko Državnega zbora gospod magistro Natašo Avšič Bogovič, predsednika Krajevne skupnosti Pišece gospoda Primoža Hribška, predsednika Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe Brežice gospoda Tadeja Škofa in člane društva Franc Rozman Stane. Sedaj prosim delegacijo v zasedbi gospoda Jožeta Zagmajstra, ki je podpredsednik Združenja NOB Brežice, gospoda Primoža Hribška in gospoda Ivana Petančiča, sina borca, ki se je boril za osvoboditev Pišec, da položite spominski venec spomeniko in prižgete svečo. Danes smo se zbrali, da obeležimo praznik Krajevne skupnosti Pišece. Krajevni praznik je priložnost, da se spomnimo naše zgodovine, naših dosežkov in izzivov, s katerimi smo se soočali na poti do danes. Spominjamo se poguma in odločnosti tistih, ki so si prizadevali za vse to. Zavedamo se, da ne bi stali tukaj danes, če ne bi bilo njihovih prizadevanj, žrtev in neomajne vere v boljšo prihodnost. 7. julija 1944 je prvi bataljon Kozjanskega odreda, v katerem so bili večinoma domačini, prevzel nemško postojanko v Pišecah in tako za kratek čas osvobodil ta kraj. Ujete orožnike so odvedli v Podgorje v Pišecah,
kjer jim je komandant odreda Jerin pojasnil cilje narodno-osvobodilnega boja. Preden so orožnike izpustili, so še naredili zamenjavo oblek. Kmalu zatem so jim zavezali oči in jih odvedli proti Podsredi, kjer so jih izpustili. Ta dogodek je tudi povod za praznovanje krajevnega praznika v Pišecah, ki smo ga prvič obeležili že leta 1956. Tradicijo praznovanja pa z manjšimi presledki nadaljujemo še danes. Enodnevna zasedba Pišec strani 1. bataljona je pomembna z vidika moralno-politične priložnosti. Zasedba je bila izvedena, ko je bil nacistični okupator na tem področju zelo močan. Danes torej obeležujemo 80-letnico tega pomembnega dejstva. Spomenik ponazarja boj za svobodo in je posvečen kmečkim uporom, brežiški četi, padli Srečevi četi, v Pišecah ustreljenim talcem, skupnemu boju Kozjancev in Zagorskemu bataljonu ter zmagi Kozjanskega odreda nad nemško Postojanko. Odkrit je bil leta 1975. Spomenik v središču vasi je bil postavljen tudi v spomin na drugo četo Kozjanskega bataljona druge grupe odredov. 1. maja 1943 so nemške sile ujele in ustrelile komandirja druge čete Kozjanskega partizanskega bataljona Hinka Zahška Miloša. V Pišecah je bilo takrat ustreljenih 10 talcev. Sedaj pa prosim današnjega slavnostnega govornika, gospoda doktorja Martina Premka, da nam nameni nekaj besed. Spoštovane tovarišice in tovariši, članice in člani Zveze borcev, veterani vojne za Slovenijo, spoštovani praporščaki, pripadniki 1. spominskega dolenjskega bataljona, spoštovana podžupanja, spoštovani predsednik krajevne skupnosti, spoštovana kolegica Nataša, spoštovane krajanke in krajani, najprej en lep pozdrav tudi v imenu Državnega zbora. Bom pa nadaljeval tam, kjer je moja predhodnica nehala, ne nazadnje, sej jaz sem bil, preden sem prišel v politiko, zgodovinar in bom to tudi, ko grem iz politike, tako da. Pred 80 leti so partizani Kozjanskega odreda napadli tu orožniško postajo, jo po kratkem boju brez žrtev na obeh straneh zavzeli, razorožili orožnike in jim zaplenili orožje. Mogoče se komu dogodek zdi majhen in nepomemben, ampak kot rečeno, za ljudi, ki so takrat trpeli že 4. leto nacistično oblast, je pa pomenil izjemno veliko. Ne nazadnje je tudi nakazoval, da bo kmalu konec vojne in da Nemčija je lahko in bo premagana. In ne nazadnje, podatek, ki ga tudi vemo, tu so partizani zaplenili tudi veliko količino nujno potrebnega orožja za nadaljni boj, potem ko so zavzeli Postojanko. Boj, ki se je začel že pred 3 leti pred napadom tukaj na Pišece, in kot vemo, 2. svetovna vojna se je pri nas začela aprila 1941, ko so Slovenijo razkosali Nemci, Italijani in Madžari, in vsi 3 okupatorji so Slovencem namenili uničenje. Prvi odziv na zasedbo in razkosanje Slovenije je bila ustanovitev Osvobodilne fronte. Prva točka programa Osvobodilne fronte je bila neizprosen boj proti okupatorju in tudi v vseh ostalih točkah so govorili o združitvi Slovencev in o tem, da bomo Slovenci po koncu vojne na svoji zemlji združeni in sami svoj gospodar. Zato se je med 2. svetovno vojno Osvobodilna fronta širila po vsem slovenskem ozemlju, nastajali so narodno-osvobodilni odbori. Osvobodilna fronta je tudi organizirala predhodnico slovenskega parlamenta, Zbor odposlancev slovenskega naroda v Kočevju. Že med vojno je ustanavljala državo v državi v teh težkih pogojih okupacije
naredila je Slovenski narodno-osvobodilni svet in svoje delovanje za ustanovitev slovenske države končala maja 1945 ob osvoboditvi z imenovanjem vlade Ljudske republike Slovenije in za ustanovitvijo Ljudske republike Slovenije v okviru tedanje Jugoslavije. Osvobodilna fronta je, kot rečeno, vodila tudi boj proti okupatorju. Že takoj po leti 1941, po vstaji, so na ozemlju vse Slovenije začele delovati prve partizanske čete. Ena od prvih je bila tudi brežiška partizanska četa, ki je žal tragično končala jeseni 1941. In jeseni 1941 se je zgodil še en dogodek, ki se premalo omenja, ker danes vemo, so pogledi na zgodovino taki in drugačni, ampak jeseni 1941 je partizansko vodstvo organiziralo tako imenovan v zgodovinopisju brežiški pohod. In s tem pohodom so želeli združiti vse takratne partizanske enote in jih poslati na to območje, da bi preprečili izseljevanje slovenstva. Žal je ta pohod bil neuspešen, večina enot ni uspela priti, ampak ta pohod nam v bistvu pa lepo pove, kaj si je partizansko vodstvo želelo: osvoboditi in združiti vse Slovence. In ne glede na prve neuspehe v prvem letu vojne, partizanska vojska je zato, ker se je borila za pravo stvar, ker se je borila za vse Slovence, nezadržno rasla. Že leta 1942 so nastali odredi in brigade in leta 1943 so se prve partizanske skupine začele preoblikovati v pravo, v redno vojsko z brigadami, divizijami in 2 korpusoma. In partizanska vojska je bila tudi tista, ki je seveda v okviru jugoslovanske partizanske vojske pod poveljstvom Josipa Broza Tita Slovenijo maja 1945 tudi sama osvobodila skupaj z enotami jugoslovanske partizanske vojske. Tako da danes, ko govorijo o različnih pogledih, o različnih interpretacijah, je čas, da se vrnemo nazaj k dejstvom. In dejstvo je, tako kot sta bili med drugo svetovno vojno po celem svetu samo 2 vojskujoči se strani, Zavezništvo Združenih narodov in sile vsi, fašistične Italije, nacistične Nemčije in Japonske, tako je tudi v Sloveniji dejstvo, da so samo partizani bili mednarodno priznana vojska Zavezništva Združenih narodov, da so se samo partizani borili proti okupatorju in da je samo osvobodilna fronta položila temelje slovenski državi, da je lahko leta 1991 zopet po uporu postala tudi in boju postala samostojna država. To so dejstva, ki jih nihče ne more zanikati. Je pa res, da bi jih nekateri radi spremenili. Žal nekateri danes še vedno, kot v preteklih desetletjih, želijo zlorabljati zgodovino za notranje politična obračunavanja in s tem pravzaprav žalijo in sramotijo svoje sodržavljane in svojo preteklost. Kajti velikokrat smo slišali, da so bili partizani zločinci in kako lahko za vse te padle, ki so padli za svobodo v boju proti nemškemu okupatorju, kako lahko vsa ta imena nekdo tu za nami napisana, nekdo imenuje, da so to zločinci. Večkrat govorijo tudi proti Rdeči zvezdi. Rdečo zvezdo so imeli partizani na kapah in bila je takrat simbol svobode, simbol boja za boljše življenje in čisto nič drugega, in to je Rdeča zvezda še danes. Danes moramo te zadeve toliko bolj vedeti zaradi tega, ker se še na novo pojavljajo neke neofašistične, neke neonacistične ideje, ki jih v bistvu
prav tisti, ki zgodovino zlorabljajo za politične namene, so zelo povezani s tistimi neofašisti in neonacisti, ki želijo zgodovino spremeniti, ki želijo tudi zgodovino in to zloveščo, to nasilno, to zločinsko idejo nacizma in fašizma zopet uporabljati za delitev med ljudmi in za sejanje sovraštva. Zato sem vesel, da bo končno v državni zbor prišel tudi zakon o prepovedi poveličevanja nacizma in fašizma. In samo, da smo si na jasnem, gre za zakon proti poveličevanju nacistične in fašistične ideologije in ničesar drugega. Kajti po vsem tem, kar smo Slovenci pretrpeli proti nacisti in fašisti, koliko žrtev je bilo potrebno med drugo svetovno vojno, da smo potem bili svobodni, si kaj takega ne smemo več privoščiti. To smo nenazadnje dolžni vsem našim prednikom, ki so se borili, da imamo danes samostojno državo, od kmečkih upornikov do borcev generala Maistra, do tigrovcev, do partizanov, do veteranov vojne za Slovenijo. Ne smemo si privoščiti, da nekdo pljuva po naši zgodovini, da jo proba spreobračati. In to smo dolžni vsem tem, ki so umrli, ki so se za nas borili. In zato bomo tako tudi nadaljevali. Borili se bomo za tiste vrednote, ki so se borili naši predniki, za tiste prave enote, pogum, tovarištvo, sožitje, solidarnost. In še vedno nisem našel lepših besed, ki bi opisale za to, za kar so se borili naši predniki, naši partizani in za kar se moramo boriti tudi mi. Že kar tradicionalno bom povedal besede Srečka Kosovela, ki je dejal, da so silni tisti, ki ne poznajo lastne koristi in katerih srca so odprta kot smehajoči se travniki. Silni so tisti, ki se ne zlomijo in ki se ne uklonijo. In taki premagajo svet in taki ne umrejo. Zato tudi naši partizani in vsi, ki so borili se za našo samostojno Slovenijo, ne bodo za nas nikoli umrli. Hvala. Sedaj pa na prizorišče vabim predsednika Krajevne skupnosti Pišece, gospoda Primoža Hribška. Cenjene krajanke, krajani, gospe, gospodje, spoštovani gosti, nahajamo se v idilični vasici na južnem pobočju Orlice, obdani z mnogimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi, ki so naš velik ponos. Velika kulturna znamenitost, a nekako še najbolj stran od oči javnosti, grad Pišece, ki stoji na manjšem stožčastem hribu na južnem pobočju Orlice, skrit med orliškimi gozdovi. V imenu sveta Krajevne skupnosti Pišece vas vse prav prisrčno pozdravljam. V naši sredini lepo pozdravljam gospod podžupanjo občine Brežice, Mojco Florjanič, gospod poslanko državnega zbora magistro Nataša Avšič-Bogovič, gospoda doktorja Martina Prenka, predsednike sosednjih krajevnih skupnosti, predsednike Društva Krajevne skupnosti Pišece. Sedmega julija praznujemo krajevni praznik. Dogodek, ki je povod prazniku Krajevne skupnosti Pišece, se je zgodil pred natanko 80 leti, ko je 7. julija leta 1944 prvi bataljon Kozjanskega odreda, v katerem so bili v večini domačini, zavzel nemško postojanko v Pišecah in tako začasno osvobodil Pišece. Ta dogodek je le delček mozaika bogate zgodovine našega kraja, ki se ga vsako leto s ponosom spomnimo. Že davno pred nami so veliki ljudje našega kraja s svojimi sposobnostmi in znanjem, svojimi premišljenimi potezami izbojevali marsikatero bitko, izposlovali marsikateri dogovor, nam zagotovili svobodo in prepoznavnost v širši javnosti. Po praznovanju letošnjega krajevnega praznika nam je lahko toplo pri srcu. Kraj, ki slovi po svoji neopisljivi lepoti, se razvija in ima še večji čar zaradi dobrih ljudi, ki živijo tu.
Rad bi se zahvalil članicama in članom Sveta krajevne skupnosti Pišece, županu občine Brežice, gospodu Ivanu Molanu in vsem predstavnikom in članom delujočih društev, ki kakorkoli prispevate k napredku naše krajevne skupnosti in s tem k dvigu kvalitete življenja v našem kraju. Hvala zaradi vseh nas, ki se želimo, da bi bilo tukaj življenje prijazno, da bi se počutili izpopolnjeno, da bi imeli vse, kar potrebujemo, lahko pričakujemo lepši in boljši jutri. Prav zdaj, dragi krajani, je čas, da stopimo skupaj in ohranjamo največje in edine prave vrednote: spoštovanje, sodelovanje, prijaznost, skrb za sočloveka. Skupnimi močmi nam je uspelo, da smo konec preteklega leta svojemu namenu predali moderniziran 1400 metrov dolg odsek lokalne ceste Dednja vas-Orehovec, ki je bil zamenjan spodnji ustroj, na novo asfaltirano vozišče, urejeno odvodnjavanje in bankine. Ob slovenskem kulturnem prazniku smo skupaj s prostovoljnim gasilskim društvom Pišece izobešili zastave pred večnamenskim domom. Skupaj s prostovoljnim gasilstvom urejamo okolico večnamenskega doma. Po sporazumnem dogovoru z Zvezo borcev za vrednote NOB smo hortikulturno uredili okolico spomenika in podpisali sporazum o vzdrževanju. Zamenjali smo dotrajana okna na Meliški Vežici, uredili hidroizolacijo, dokončali prvo fazo urejanja okolice Vežice in odstranili ciprese. Končali smo gradnjo opornega zidu na starem pokopališču, ki ga je financirala občina Brežice. Sledi postavitev turistične table pokopališče, v pripravi ureditev prostora za raztros pepela na novem pokopališču, uredili smo stopnice v medgrobnem prostoru na starem pokopališču. Zahvaljujem se župniji Pišece za izdano soglasje služnosti za ureditev starega pokopališča. Pred kratkim smo zaključili z deli ceste in obnovo vodovoda v Orehovcu Sizl-Umek. Zaključila so se dela na cesti v Spodnjem Podgorju. V teku je prva faza del Pišece-Orehove ceste. V kratkem pričnemo z deli na cesti iz Pavlova Sveta Jedrt. V pripravi je dokumentacija in izgradnja veznega hodnika v večnamenskem domu. Redno vzdržujemo javne poti v krajevni skupnosti Pišece, ki so v naši pristojnosti. V tem mandatnem obdobju smo se zastavili obširen plan investicij. Zelo veseli smo dosežkov, ki smo jih skupaj načrtovali in do sedaj tudi uspešno izpeljali. V sodelovanju z občino Brežice in z Ministrstvom za kulturo želimo prebuditi tudi spečega lepotca med Orliškimi gozdovi grad Pišece, ki je pretežno meri lepo obnovljen, a je potrebno postoriti še marsikaj, za kar so potrebna seveda sredstva, ki pa pri urejanju takšnega kulturnega spomenika niso majhna. Veseli nas, da so pripravljeni pomagati, da bo naš pišečki grad dobil pravo vsebino in bo tako lahko služil svojemu namenu. Spoštovane krajanke in krajani, ob prazniku naše krajevne skupnosti iskreno čestitam in vam želim prijetno praznovanje. Podžupanja, gospa Mojca Florjanič, tudi vas prosim za nekaj besed. Spoštovani današnji slavnostni gost, dr. Martin Premk, spoštovana poslanka, magistra Nataša Avšič-Bogovič, spoštovani predsednik krajevne skupnosti Pišece, Primož Hribšek, spoštovane članice in člani Zveze združenj borcev za vrednote NOB, spoštovane krajanke in krajani Pišec. Danes smo zbrani tukaj, v tej idilični pokrajini, med skrbno obdelanimi vinogradi in sadovnjaki ter pred lepimi gozdovi, ki se razprostirajo proti mogočni Orlici, ki bdi nad Pišecami in jih ščiti pred severnimi vetrovi. V delu naše občine, ki ga nemalokrat preletajo mogočni orli, po katerih je gora dobila ime in ki dajo zgodbi še posebno lepoto. Danes je najprej, glede na glavni motiv današnje prireditve prav, da se priklonimo in počastimo pomemben mejnik v zgodovini NOB in se spomnimo tistih, ki so zaslužni za to, da danes 80. obletnico osvoboditve Pišec praznujemo v miru in svobodni. Prav je, da se ob tem jubileju spomnimo vseh, katerih žrtev ne sme in ne more biti zaman. Njihova zapuščina živi v vsakem izmed nas in v vsakem kotičku naše skupnosti. In da se moramo danes, ko obeležujemo ta pomembni mejnik, zavedati tudi odgovornosti,
ki jo imamo do prihodnjih generacij. Naša dolžnost je, da ohranimo vrednote, za katere so se naši predniki borili in da jih prenašamo naprej. S skupnimi močmi moramo graditi družbo, kjer vladata mir in spoštovanje, kjer se spoštujejo človekove pravice in kjer vsak posameznik lahko svobodno izraža svoje mnenje. Na tem mestu se zahvaljujem tudi članom Zveze združenj borcev za vrednote NOB. Dejanja in žrtve ljudi, katerih vrednote zastopate, so omogočila, da danes živimo v samostojni in neodvisni državi in vaša zgodba je del naše zgodovine in naše identitete. V nadaljevanju pa gre moj poklon in čestitke vsem vam, dragi krajani, ki danes praznujete praznik krajevne skupnosti. Skupnosti, kjer kraj, narava, preteklost in sedanjost radodarno ponujata tako zelo veliko. Mlin ob tesni strugi Gabrnice in vaški kozolec, ki omogočata ohranjanje ljudskih običajev in hrambo orodja in naprav spišeških domačij. Varno cerkev svetega Mihaela, ki že oddaleč vabi s svojim 42 metrov visokim zvonikom. Domačijo Maksa Peteršnika, ki s ponosom predstavlja avtorja prvega slovensko-nemškega slovarja. Osnovno šolo, ki nosi njegovo ime in ki je obenem kulturna šola ter članica UNESCO Aspid mreže in UNESCO središča za Posavje, Dolenjsko in Belo krajino. In na koncu v jedro divjih in gozdnih gričev stisnjen samotni in mogočni grad Pišece. Grad, za katerega si vsi tako zelo močno in na glas želimo, da odpre svoje mogočne duri in da Pišecam in Brežicam to, kar mu vse mogočnosti lahko daje. Občina Brežice je na pobudo nekaj nas, vztrajnih posameznikov, 20. decembra leta 2023 ustanovila komisijo za pripravo načrta upravljanja gradu Pišece, ki je po pol leta dela in sodelovanja z Ministrstvom za kulturo temu posredovala izčrpen program upravljanja gradu ter povabila trenutno ministrico k čimprejšnjem pogledu gradu in predstavitvi programa tudi v živo. V upanju k čimprejšnjem konkretnem posluhu ministrice in Ministrstva za kulturo v želji, da se ustvari dolgoletna želja občanov občine Brežice in krajanov krajevne skupnosti Pišece, ki danes obeležuje svoj praznik, k oživitvi tega res prelepega zgodovinskega objekta sporočamo, da v svojih stremljenjih ne bomo popustili in da bomo do konca trmasto vztrajali pri tem projektu. Vztrajati moramo in strniti vrste, željo in moč, da nam uspe, in upati na posluh in na premike. Prav je, da se ob tem prazniku zahvalimo tudi vsem marljivim krajanom krajevne skupnosti Pišece, ki v obliki društev, združenj, pa tudi posamično tako pomembno prispevajo k tem, da je ravno ta krajevna skupnost tako zelo vidna in tako zelo uspešna. Turistično društvo, društvo vinogradnikov, športno društvo, društvo grad Pišece, badminton klub Pišece, društvo Pleteršnikova domačija, kulturno društvo Orlica, Združenje borcev za vrednote NOB, lovska družina, prostovoljno gasilsko društvo in še ostala so dokaz, kako aktivno lahko v krajevni skupnosti krajani dejansko živijo. In to na način, da se zanje sliši izven meja krajevne skupnosti, izven občine in celo izven Slovenije. Hvala vsem za srčno delo, predanost in to, da čuvate vrednote vašega kraja in združujete ljudi. To je namreč tisto, kar šteje. Tudi v časih, ki niso prijazni in ko se nam zdi, da je od medsebojnih vezi ostalo tako zelo malo in ljudje namesto dobrega, ljudeh iščejo to, kar dejansko razdvaja. Srečno in srčno naprej, dragi krajani krajevne skupnosti Pišece, tako v imenu občine Brežice, kot tudi mene same. In ostanite povezani, hvaležni za to, da se zbujate v tako lepem delu sveta in predvsem spoštujte se in radi se imejte. Hvala. Gospa magistra Nataša Avšič Bogovič, tudi vas prosim, da se mi pridružite. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, spoštovana podžupanja občine Brežice, Mojca Florjanič, spoštovani dragi kolega, dr. Martin Premk,
spoštovani predsednik krajevne skupnosti Primož Hribšek, spoštovani drugi gostje, drage in cenjene občanke, krajanke Pišec in krajani Pišec. Vesela sem, da sem danes ponovno tukaj med vami, ker se mi zdi, da ko prideš v ta vaš res zeleni, srčen kraj, da je tukaj nekaj drugačna energija kot drugod. Zdi se mi, da ste izredno povezani in rada se udeležujem tudi drugih vaših dogodkov. Veseli me, da ste ponosni na našo zgodovino, ki je ena sama. Zgodovina, ki nam da misliti tudi danes. Vsi vemo, kdo se je boril za to, da smo danes svobodni, in svoboda ni samoumevna. Za svobodo se je treba boriti vsak dan. Z dejanji, ne samo z besedami. Nedaleč stran od nas divjata dve težki vojni, kjer trpijo nedolžni ljudje. In te vojne morda nas danes ne dosežejo, ne vplivajo tako zelo na nas, vendar pa na samem gospodarskem področju se takšne vojne in takšna nemirja, ki divjajo v svetu, lahko hitro kažejo tudi na našem blagostanju, na naši družbi. Danes obeležujete praznik krajevne skupnosti, praznik, ki je povezan z osamosvojitvijo vašega kraja in danes gre za častljivih 80 let od osvoboditve. Ob vašem prazniku vam iskreno čestitam. Predvsem pa vam želim, da ste še naprej tako povezani, tako dobronamerni, tako srčni in da negujete vrednote tudi narodno-osvobodilnega boja. To je danes še kako pomembno. Lepo praznujte, bodite hvaležni, tudi jaz sem hvaležna za vso to vaše družbeno ukvarjanje v prostem času, ki vas dela močnejše, pogumnejše in bolj zadovoljne. Zato je tudi vaše življenje v teh krajih lahko lepše in najtakšno ostane. Hvala lepa, lepo praznujte in iskrene čestitke ob vašem prazniku. Hvala. Sedaj pa še k besedi vabim Tadeja Škofa, predsednika Zveze združenj borcev za vrednote NOB Brežice. Ja, veliko mi več ne ostane besed, to ni v scenariju, ampak moram reči, da se večinoma moji predhodniki večino povedali, a kljub temu naslednji listek izpustil, bom nekaj povedal. Spoštovane borke in borci, aktivisti in aktivisti NOB Slovenije, še posebej tistega z našega konca, bomo rekli kozjanskega, pišečkega. Spoštovani slavnostni govornik, dr. Martin Premk, spoštovana poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije, magister Nataša Avšič Bogovič, spoštovana podžupanja občine Brežice Mojca Florjanič, spoštovane svetnice in svetniki občinskega sveta občine Brežice in predstojniki javnih zavodov, spoštovani predsednik krajevne skupnosti, člani sveta in predstavniki društev, spoštovani vsi prisotni praporščaki, prosim en veliki aplavz, in pripadniki prve spominske dolenjske partizanske čete. Seveda, spoštovani vsi navzoči naši dragi gostje, simpatizerji, ki se vsako leto vračate in obiščete to prireditev v vedno najlepših Pišecah. Današnji dan je za naš kraj prav poseben. Je praznik najlepšega kraja v Sloveniji, kjer je doma preprostost, domačnost, kjer sonce in trta delite hribčka, kjer Gabrnica ne meji na vzhod in zahod, ampak daje vodo upanja za boljši jutri. Kjer je otroški jok še živ in smo zelo ponosni na našo šolo ter na našega jezikoslovca Maksa Pleteršnika. In še bi lahko našteval, a čas me preganja. Veliko je bilo že povedano, a kljub temu bi rad poudaril pomen današnjega praznika in dogodkov izpred 80 let in zakaj moramo spoštovati dejstva, ki so se dogajale v drugi svetovni vojni. Ker sem sam
tudi velik športnik, bom rekel malo v športnem žargonu, da v vsaki igri oziroma vojni je nekdo agresor, nekdo je napadalec, nekdo je žrtev oziroma branilec. In tako je bilo tudi takrat. Leta 1941 so fašisti, nacisti in domači izdajalci začeli krvavo obračunavati z našimi nedolžnimi ljudmi. A slovenski narod se je uprl, združil in stopil na zmagovito stran. To je koalicija, ki je po 4 letih krvave vojne slavila zasluženo zmago. Takrat se je začela osamosvojitev Slovenije. Pot, v kateri ohranjam slovenski jezik, slovensko zemljo, slovensko identiteto. Na takratno zgodovino mora biti zelo, zelo ponosni. V veliko veselje in ponos mi je, da sem bil letos na volilnem kongresu izvoljen za novega predsednika Združenja borcev za vrednote NB Brežice. Prepričan sem, da lahko skupaj dosežemo veliko, ohranjamo zgodovino takšna, kot je bila, in se ne sramujemo naših dedicev, babic. Tako, v zaključnem govoru bi se rad zahvalil vsem, ki ste prispevali k organizaciji našega praznovanja, vsem nastopajočim, ki še sledijo, govornikom, še posebej sem pa vesel na slavnostnega govornika dr. Martina Premka, ki je z veseljem sprejel naše povabilo. Vsem krajanom in krajanom želim lepo praznovanje in da bomo še zvečer kakšno pri dvorani popili, seveda v vodi. In za konec moj znameniti pozdrav, smrt fašizmu! Hvala vsem govornikom. V nadaljevanju bo sledil kulturni program, v katerem bodo nastopili Jan Šrener, Tjaša Novak, folklorna skupina Orlica Pišece, ženski pevski zbor Orlica Pišece in Kleteršnikovi ljudski pevci iz Pišec. Matej Bor je bil slovenski pesnik, dramatik, prozaist in prevajalec. Bil je tudi aktiven član slovenskega odpora med drugo svetovno vojno. Njegova literarna dela, ki imajo veliko zgodovinsko vrednost, pogosto odražajo njegove vojne izkušnje. Borova ustvarjalnost vključuje močne motive narodne identitete, svobode in humanizma, ki so aktualni tudi v današnjem času. Zato bi rada v nadaljevanju citirala njegove besede. Čas našega osvobodilnega boja ni bil velik samo zato, ker so se v njem odločale velike stvari, marveč tudi zato, ker so bili mali ljudje v službi te velike stvari veliki. Ta izredna stvar, ki se zgodi tako redko kdaj v zgodovini, se je zgodila pri nas v letih druge svetovne vojne. Ljudje so postali večji, kot so bili prej, toliko večji, da se nam danes zdijo že kar neverjetni, zlasti, če jih opisuje vsakdanje pero. Njihova dejanja so zgodovinsko izpričana, duh pa, ki je živel v njih in v njih, ta dejanja gnal neulovljiv. Pač, morda v trenutkih umetniškega navdiha, ki ima moč spoznavati tudi izredna stanja človeške zavesti. Prisluhnimo sedaj Tjaši, ki nam bo zaigrala na citrah. Za njo pa nam bodo zapeli Kleteršnikovi ljudski pevci iz Pišec. Pišece preljubi naš kraj, za nas si zemeljski raj. Deželica sončna sita, prav radi smo tukaj doma. Pod ornico goro ležiš,
Parize krasiš, prelepa pišečka siva, i cerkvica zlatje okras. Vinogradi, tukaj zori, marelice, žlahtne diši. Široko na svet je odprt, v nebeško modrino zazrt. Široko na svet je odprt, v nebeško modrino zazrt. Še v duhu na mlini pojo, ko vaško vrti se kolo. Orože pa rože slavi, in slomček na gradu uči. Leteršnik prihaja med nas, to rojstna njegova je vas. Na hišo je zidan cedar, tu spisal bogat je slovan. Življenje je tukaj doma, tu dela se, ko je igra. Prelep in bogat je naš kraj, Bog hvala za zemeljski raj. Prelep in bogat je naš kraj, Bog hvala za zemeljski raj. Počivaj jezero ti oči, in listje ob jezero temni noči, mlad partizan molči stoji. Ob jezero temni noči, mlad partizan molči stoji. Ob ljubodnikriza je dala, da bo čakala tisti dan, ko bo svoboda zasijala, ko se povrne partizan, ko bo svoboda zasijala, ko se povrne partizan. Prejela draga pisence, da partizanov vrh planine, prebila krogla je srci, da partizanov vrh planine, prebila krogla je srci. Počivaj jezero Tihoni, in listje na krovi šumi. Na dnu samotnega jezera, dekle nesrečno mirno spi. Na dnu samotnega jezera, dekle nesrečno mirno spi.
takem izrednem stanju človeške zavesti so bili tudi udeleženci osvobodilnega boja. Boj sam je bil tak, da se je njihova zavest morala spremeniti, če je hotela temu boju služiti, in sicer spremeniti tako, da je pustila daleč za seboj skrbi in želje vsakdanjosti. Kruh je postal manj pomemben kot duh, dnevni opravki manj važni kot zgodovinsko poslanstvo. Peter Levec, odločitev. Noč bila je težka in brez sna. Težka pot omohajočega. Dan, zablisnilo se je od vrh neba. V kotih je izginila tema. Ena misel leje v dnu srca, ena misel. Nočem biti hlapec. Odločen, vstal sem in zravnan. Zarja se razvila je čez plan, rdeče zagorele so planine in za zarjo v borbo šel je partizan. Čas velikih dejanj, ki so jih opravljali mali ljudje, se vse bolj in bolj odmika od nas. Kdo ve, ali se ne izgublja z njim tudi njegova izrednost. Vemo zanjo, a čutimo je ne več. Konec citata. Morda bodo obeležitve dogodkov, kot je današnja, pripomogle k temu, da jo bomo tudi čutili. Poezija NOB je namreč avtentična priča časa, ki jo je oblikoval, zajeta iz življenja, ki je sicer že za nami, a še vedno v nas. Peter Levec, spomini. Žar minulih vojnih let v prsih nam budi spomine nanje, ki so iz temine v zarjo dvignili nov svet. Nanje, ki v naš čas zazrti so odšli po poti smrti. Dolge v noč so šle kolone, v smrt, da mi bili bi srečni. Že za njimi sonce tone, daljni so, nesmrtni, večni. Včasih še srce vstrebeče, misel svetla gre za njimi in kot v vetru cvetje rdeče, v prsih valove spomini. Toda krajevni praznik Pišec ni samo spomin na preteklost, je tudi praznik, ki nas spodbuja k razmisleku o naši sedanjosti in prihodnosti. Že velikokrat smo dokazali, da znamo stopiti skupaj v težkih trenutkih in se odločiti za pravo stran. Danes je naša odgovornost, da to enotnost in solidarnost prenesemo tudi v vsakdanje življenje. Samo skupaj lahko premagujemo izzive, ki jih prinaša sodobni svet. Skupaj lahko ustvarimo družbo, kjer bo vsak posameznik imel možnost za dostojno življenje, kjer bodo naše vrednote, kultura in jezik cveteli na lokalni in državni ravni. Na oder vabim ženski pevski zbor Orlica Pišece. Čuden svet je v grapi črni, pod njim tej partizan leži. Lepo se žali, ne strni, nad njim oblak kot luč gori. Glej, rodno zemljo, baby šabe, odite vrat, svetljerni dan. Na grobu svetne smrtne slave, doslej na naših tleh ne znam. Čuden svet je v grapi črni, svete z globokih korenin. Nad njim odmeva glas srebrni, premagal smrt je nad trpi. Tam, kjer teče bistra
razila se po dolini lepo zima. Je mi zipka tekla je, tega kraja jaz pozabim ne. Oj, ladrija, drija, drija, oj, ladro. Oj, ladrija, drija, drija, oj, ladro. Oj, ladrija, drija, drija, oj, ladro. Oj, ladrija, oj, ladro. Slovenska mat me je rodila, na svojih prstih me dojila. Slovenske pesmi pevala, od bitve me je zibala. Oj, ladrija, drija, drija, oj, ladro. Oj, ladrija, drija, drija, oj, ladro. Oj, ladrija, drija, drija, oj, ladro. Oj, ladrija, oj, ladro. Današnjo prireditev bomo zaokrožili z nastopom folklorne skupine Orlica Pišece. Vabljeni, da nam zapojete in zaplešete. Dekle, daj mi rož rodeči, rožmarina tudi daj, da bom sanjal o pomladi, to bo moj najlepši maj, da bom sanjal o pomladi, to bo moj najlepši maj. Rož rodeči zate imam, rožmarina tudi ni. Žalostno je srce moje, žalosten sem jaz deklič. Žalostno je srce moje, žalosten sem jaz deklič. Kaj pomeni roža rdeča, kaj pomeni rožmarin. Roža rdeča je ljubezen, rožmarin je za spomin. Roža rdeča je ljubezen, rožmarin je za spomin. Pasijemo kosmaske prste.
zizan za pečjo pa kup otrok. Škripa v špampe, drutom zizan za pečjo pa kup otrok. Gospa mila, ko snaski prišla, nobena kikla, ni bila cela, še narta boljša spodnja bila. Nobena kikla, ni bila cela, še narta boljša spodnja bila. Kas pa jemu, ko snaski prišla, eno kravo, somršavo, tele pa je crknilo. Eno kravo, somršavo, tele pa je crknilo. Kas sva mila, neč nisva mila, ko snaski prišla. Pač sva rada, sva se imela zvečer, ko sva v boj snašla. Pač sva rada, sva se imela zvečer, ko sva v boj snašla. Odpiraj dekle, kamrico, oj kamrico, saj veš mojo navadico, nocoj, deklič moj, pa nocoj, fantič moj, le zavriskaj in zapoj. Pa nocoj, fantič moj, le zavriskaj in zapoj.
Hvala lepa vsem nastopajočim. Sedaj pa prosim praporščake in prvi spominski dolenjski partizanski bataljon, da se pripravite na odhod iz prizorišča. Primo, ade, stop! Prosti, naprej!